Prejšnji teden se je iz Trbovelj na zasavski Triglav Kum povzpelo 95 kolesarjev na 9,5 km dolgi progi. Ta je imela od začetka do vrha 1000 metrov višinske razlike in povprečen naklon 10,18%. Ta vzpon velja za najtežjega med kolesarskimi v Sloveniji. Letošnji je bil že tradicionalen 30. po vrsti. Drugo leto zapored pa ga je organiziralo smučarsko društvo Kum Dobovec. Ob progi nekaj ovinkov pod vrhom Kuma pa presenečenje. Le kaj so ob progi počeli 3 fantje in 2 dekleti s kavbojskimi klobuki, s transparentom in 4 konji. No, tukaj smo navijači od društva Kumske konjenice, smo pa tukaj te prvič. Smo na pobudo turističnega društva Dobovec. Tukaj gor malo pod Kumom in dober kilometer pod Kumom navijamo za kolesarje, jim damo malo spodbude. S tem pa tudi malo pokažemo pripravljenost lokalne skupnosti za razne dogodke, da se nekaj dogaja na našem območju. Pa tudi, če bi bilo morebiti drug let, kakšna ta slovenska dirka po Sloveniji, da pokažemo, da smo pripravljeni, da bi sodelovali, da bi pomagali pri organizaciji. Smo pa tukaj 3 smo prijahali, tukaj smo neke rekvizite pripeljali, s konički smo prišli, neke logistične težave smo sicer imeli, ampak ja, se imamo fajn in ja, spodbujamo vsakega kolesarja, ko pride mimo in to je to. Ob povratku s Kuma so se kolesarji lahko pri kumski konjenici ustavili, se odžejali in si povrnili moči za spust. Okrepčali so se sicer že na cilju. Ob spustu se jim ni mudilo. Časa niso merili, zato so se lahko pomerili še v metu konjske podkve na količek in poklepetali s člani društva. V prihodnje bo to društvo načrtno sodelovalo pri kolesarskem vzponu kot ekipa za spodbudo in dobrodošlico kolesarjem. Med udeleženci letošnje dirke je bilo 81 klasičnih kolesarjev, ki so pedale poganjali s svojimi mišicami in kondicijo, 14 pa jih je bilo z električnimi kolesi. Prav ta kategorija koles, ki so jo letos uvedli prvič, bo odslej na tej dirki stalna. Kolesarji so se sicer pomerili v ženski in moški konkurenci v različnih starostnih kategorijah, vsaki pa so podelili po 3 kolajne. Kljub dobrim rezultatom tudi letos nikomur ni uspelo preseči rekorda vzpona, ki ga je pred 11 leti s časom 34 minut in 43 sekund postavil Matej Lovše. Lovše je letos tudi sam tekmoval. Težko reči, zakaj ni noben porušil rekorda. Vem, da tisto leto sem bil res v vrhunski formi. Tako da verjetno nekaj pa pomoglo to takšnem dobrem času. V bistvu so bili včasih bolj za profesionalne kolesarje kot amaterske. Bil sem tukaj mlajši in to je sigurno pripomoglo pri meni za tak čas. Zakaj pa niso? Ja, težko reči, to bi mogli prej po moje fante druge vprašati. Jaz zdaj vem da v tem času sem zelo težko približal, sploh zato, ker sem 10 let starejši. Tako da težko vam odgovorim. No. Jaz mislim, da če bo kdaj dirka po Sloveniji tukaj gor, se bo mogoče prej lahko videlo dejansko vrednost tistega časa. No. Ja, dejansko sem odpeljal skoraj vse te najbolj znane vzpone v Sloveniji, sploh tistega leta 2013 večino rekordov postavil. Bolj bom rekel, da glede na to, da, kot sem prej rekel, 10 let, da sem starejši, nimam nekih ambicij do novih rekordov. Če bom že nekje na podobnem nivoju, bom zelo zadovoljen.
Večino se pa osredotočam zdaj na razne maratone, malo večje, gorske v tujini. To mi je v bistvu neka motivacija za toliko truda vložiti, toliko treninga vsako leto. Na dirko je poleg trboveljskega podžupana Roka Koprivca, zagorskega župana Matjaža Švagana in zasavskega poslanca Teodora Uraniča prišla tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Z ostalimi gosti in predsednikom društva Ervinom Renkom je med drugim podelila tudi nekaj priznanj najuspešnejšim in najhitrejšim kolesarjem. Dirke se sicer sama ni udeležila, čeprav v prostem času rada kolesari. Rada kolesarim, ampak tale kum je pa za mojo trenutno kondicijo kar prevelik izziv. Konec koncev je to najtežji vzpon v Sloveniji, to pove veliko. Sem pa že kakšnega manjšega premagala. Ministrica, kot rečeno, sama ni prikolesarila na kum. Si je pa lahko ob obisku zasavskega Triglava ogledala cesto od Trboveljskega mostu čez Savo do vrha Kuma in izkusila, kako se je voziti po njej. Cesta sicer sodi med občinske. Ja, gre sicer za občinsko cesto, kar pomeni, da to ni projekt v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Ni cesta v najboljšem stanju, to je dejstvo in jaz si želim, da na nek način obe občini, po katerih ta cesta teče, najdeta skupni jezik, zato da bi cesto obnovili do te mere, da bi omogočila, da bi v prihodnosti, tako kot je želja organizatorjev, tukaj na Kumu gostili tudi cilj ene od etap dirke po Sloveniji. Tako da res si želim, da jo spravijo v takšno stanje, da bi to omogočalo. Ta cesta je v slabem stanju že vrsto let. Kdaj občini Trbovlje in Zagorje načrtujeta sanacijo, ni znano. Če pa bi kaj primaknila država, ne bi škodilo. Z dirko imajo organizatorji velike načrte in od teh se že pogovarjajo z zasavskimi občinami in Kolesarsko zvezo Slovenije. Tudi država naj bi bila zanjo zainteresirana. Dirka na Kum naj bi štela za eno od etap za pokal Slovenije v okviru Kolesarske zveze Slovenije. Zato je ureditev ceste tako pomembna in za ta projekt se bo zavzel tudi zasavski poslanec. Kot zasavski poslanec bi pa tle tudi to izkoristil, da povem, da se bom potrudil in sigurno se bom angažiral tudi v to, da bi ta višinc, pomeni ta kolesarski vzpon, da bi prišel tudi pod slovensko etapo, da bi šla čez Zasavje in seveda tudi tle, da bi se ta cesta na Kumu uredila, da bi na koncu imeli tudi Zasavci eno etapo tudi po Zasavju. Vkolikor se bodo projekta res lotili in ga uresničili, bo to še ena pridobitev tako za kolesarjenje, kot za turizem in šport, ter za Zasavje in državo.